Afganistanu. Ampak človek gleda, da se ni pa sposoben preživeti v Afganistanu. Če nima etike, če nima razuma, da Afganistane ubije. Takrat se je začelo to, ali pa že prej, da je Amerika možnost, da postane pognala v zgodnih vojnah, svetovni bankirji pa v pogledu za dobičke. Sedeti na kupih tujega denarja in ga pognati, kot bi vozili vagone denarja v peči. In zato pravim, nobenih sanacij več, kot piše današnjem Večeru, dr. Andrej Kurnik, in piše lepo, dokapitalizirajmo ljudi, ne bank. Ni bilo 10 milijonov, če se ne motim, za Muro, da bi obstala. Je pa bilo 250 milijonov in še 450 milijonov se pričakuje za Ljubljansko banko. Mislim, da je to za slovensko družbo uničujoče. Ne bi skoraj smeli tega izreči, postavite se jutri vsi v vrsto pred banke za vaš denar, pa boste videli, kaj boste doživeli. Prodajati nafto, pivo, graditi najdražje, a ne najboljše ceste na svetu in najdražja stanovanja, ter propasti, biti direktor takšnih podvigov, je nekaj neverjetnega. Naj se proda tisoče stanovanj mladi, ki zaradi sistema ne morejo normalno zaživeti, po realni 50% ceni, ker ostalo je samo izsiljen, zmanipuliran, gnili profit. Jaz pravim, ukradli so domovino, kakor otroci in mater, se pri tem smejali, si čestitali in se nagrajevali. Sramota. Samo solidarnost nas lahko reši. Dogovorjena ali prisilna. Lastniki privatiziranih državnih podjetij, menedžerji, stečajni upravitelji, lobisti, člani X nadzorov, uprav, direktorji javnih zavodov prednjačijo zdravstveni zavodi, sodniki, direktorji so postali v naši družbi sistemski nadljudje, kasta posvečenih, oligarhija, vračamo se v srednji vek. Tirani so veliki, ker pred njimi klečimo, zato vstanimo. Tako boleče in sramotno je za vse, ki so v preteklosti toliko pretrpeli za slovenstvo in človeštvo. To je za delavce, kmete, siromašne razumnike, umetnike, padle v nesmiselnih vojnah, branitelje svobode, ob tem nizkotnem izrojenem valjanju lakotnih povzpetnikov v vašem ljudskem denarju. Odkar obstoja svet, je molčeča večina popravljala in plačevala politične in ekonomske napake kričeče manjšine in je s tem ta molčeča večina reševala človeštvo, kot se zahteva od nje danes. Ne pustimo se. Podpiram arabska in druga gibanja za svobodo, ljudi, svobodni Tibet, pravo demokracijo v Rusiji in Kitajski. Več kot 200 let je preteklo, ko je v Franciji bilo geslo egalité, fraternité, liberté, enakost, bratstvo, svoboda. Od tega se do danes še ni zgodilo nič. Ali nam bližje
Deli je rekel, živi naj vsi narodi. Hvala. Pozdravljeni, Mariborčani. Lepo vas je videti v takem številu in mislim, da je to že tisti prvi korak, ki ga bomo naredili, da bomo spremenili nekaj. Spremenili morda svet, spremenili morda razmerje, to krivično razmerje moči, ki se na nek način uveljavlja danes, tudi s temi stavbami, tudi s temi bankami, tudi s tem denarjem, ki nas vse skupaj spravlja v nemogoč položaj. Da se predstavim, Edo je moje ime, sem upokojenec, delam pa na področju, ki je še bolj zapostavljen, kot smo mi vsi tu zapostavljeni. Na področju duševnega zdravja, na področju ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju in ki so, kot še vedno danes, nažal, na robu družbe. Hvala za aplavz. Moram še to reči, da je to obdobje v mojem življenju, ta zadnja tretjina, najlepša. Z najbolj plemenitimi ljudmi delam, najbolj iskrenimi ljudmi in najbolj resničnimi, ki si resnično zaslužijo, zdaj pa res in aplavz za njih. Kaj sem hotel povedati? A ni katastrofa, da nas 1% obvladuje 99%. O tem bi se morali zamisliti in se vprašati, zakaj. A ve kdo odgovor? Ne kapital, ne denar, ne materialno, ne streljamo z istim orožjem kot oni. Ne delajmo tega, ne kažemo s prstom na tiste, dokler se ne zavemo in pokažemo s prstom nase. Začnimo tam, kjer se bo resnično spreminjal svet. Jaz moram začeti pri sebi. Zavest, ki jo bom dvignil nad materialno, nad pohlepom, nad denarjem, nad tistim, kar nas zdaj spravlja v tistih 99%. Saj niso oni tak močni. Ta 1% sploh ne predstavlja tistega, če jim odzamemo edino orožje, ki ga imajo. Kapital, denar, pohlep, vse tisto, zavist. S tem, da začnemo pri sebi, da začenjamo dvigovati zavest, ker kaj predstavlja družbo? Mi vsi, vsak posameznik, ki bo naredil pri sebi preobrat, ki bo dvignil zavest, predvsem mladi, ki boste to svojo močjo, z notranjo močjo uspeli preobraziti sebe in s tem preobrazimo svet. Naša pisateljica je rekla, ko bo kritična masa dovolj velika, to je to. In ko bo kritična masa ozaveščenih ljudi stopila na plano, potem so milijarde evrov, dolarjev, nič nas ne bo spravilo na kolena in takrat se bo zgodilo to, kar se lahko že danes rečemo. Proces je, ampak v bližnji prihodnosti se bo zgodilo. Tisti 1% bo postal nepomemben. Razmerje moči se bo spremenilo in takrat bomo nastopili mi in takrat bo perspektiva, takrat bo spregovorila človeška duša, človeško srce, odprtost. Takrat ne bo kapital tja do kapitalizacija tega. Stari sistem se mora zrušiti, da lahko zgradimo novega. Ni druge. Hvala lepa.